Lepo pozdravljeni, spoštovani veličastni umi. Danes bi vam želela par stavkov povedati na temo izgorelosti. To pa zgolj zato, ker se vsakodnevno srečujemo z zgodbami in prepričanji, ki morda ne držijo tako zelo, kot si mi predstavljamo. Pri izgorelosti gre za to, da več daješ, kot prejemaš. Gre za to, da daješ več energije, kot jo prejemaš, oziroma, če povem še malo drugače, da hitreje izgubljaš energijo, kot jo uspeš generirati, oziroma se regenerirati. In to, da izgorevaš, pomeni to, da nekaj ne štima. To ne pomeni, da si preveč priden, da se preveč trudiš, da si preveč vztrajen in da si deloholik. Pomeni, izgoreli niso bolj pridni in predani. Pomeni samo, da nimajo izdelanega sistema, kako se negovati, kako skrbeti zase, kako generirati svojo energijo, kako se regenerirati. Vse to pa pomeni, da se morajo tudi do neke točke zelo dobro poznati. Dejstvo je, da ljudje nismo samo fizična bitja, ampak smo tudi energetska. To danes že zagotovo vemo in je že vse znanstveno opredeljeno in dokazano za vse neverne Tomaže, ki to rabite slišati. In manjka to, da bi dovolj dobro poznali sami sebe. S tem se lahko prepreči, da izgorevate, da se dogajajo te izjemne utrujenosti, pomanjkanje energije, sicer pa se to ne zgodi tako zelo hitro. In ne glede na to, kakšne so vaše predstave o izgorevanju in kaj bi morali narediti, da bi bilo drugače, vam skušam samo povedati, da niso nujni gigantski premiki, če jih ta trenutek še niste zmožni narediti, z danes na jutri pa spremenite to, kako upravljate sami sabo. Torej, razmislite o povedanem, razmislite o sebi, razmislite o tem, ali izgorevate, razmislite, zakaj in kaj bi lahko spremenili. Bomo še kaj povedali na to temo, obljubim, do takrat pa vse dobro.